tržnih razmerah je po mojem mnenju osnovna naloga poslovnega finančnika usmerjena predvsem v zagotavljanje ustrezne plačilne sposobnosti podjetja, tako kratkoročne kot tudi dolgoročne, ter obvladovanje obratnega kapitala podjetja, kajti v krizi se le-ta povečuje in s tem posledično zahteva tudi dodatne zadolžitve podjetja pri bankah. Med funkcije oziroma naloge poslovnega finančnika pomembnejše spadajo tudi obvladovanje finančnih tveganj, zagotavljanje kapitalske ustreznosti podjetja in pa obvladovanje poslovnega vzvoda kot sposobnosti prilagajanja odhodkov dejanskim prihodkom. Lahko tudi rečemo, da je naloga poslovnega finančnika zagotavljanje ustreznih finančnih virov za nemoteno poslovanje podjetja ter potem tudi nadzor nad uporabo le-teh virov. Kapitalsko ustreznost lahko opredelimo kot optimalno sestavo virov financiranja in njihovega nadaljnjega prerazporejanja oziroma obvladovanja. Po zakonu o finančnem poslovanju postopki zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju so uprave podjetij dolžne zagotoviti, da podjetje vedno razpolaga z ustreznim kapitalom, ki je pa odvisen od dejavnosti, v katero se podjetje ukvarja in pa tudi v odvisnosti s tveganji, katerim je podjetje izpostavljeno. Kapitalsko ustreznost lahko enačimo z posojilno sposobnostjo oziroma investicijsko sposobnostjo podjetja. V zadnjem času se pa vedno večkrat pojavlja izraz kapitalska neustreznost podjetja, ki pa nastopi takrat, kadar poslovna izguba podjetja skupaj z prenesenimi izgubami doseže polovico osnovnega kapitala podjetja. Jaz bi tako rekla, v manjših in srednjih podjetjih sta računovodska in finančna funkcija večinoma povezani. Je pa res, da računovodstvo vrednostno evidentira že poslovne dogodke, ki so že nastali in na samo poslovanje podjetja nima nekega bistvenega vpliva, medtem ko pa finance na podlagi teh računovodskih podatkov pripravljajo neke napovedi poslovanja za naprej. V trenutnih tržnih razmerah je za podjetja že kar malo rizično, če se orientirajo oziroma če svojo pozornost usmerjajo na računovodski dobiček in pa na računovodske izkaze, kajti le-ti ne izkazujejo dejanskega oziroma trenutnega finančnega položaja podjetja. Zato bi jaz rekla, da je bolj pomembno, da se podjetja usmerijo na ustvarjanje pozitivnega denarnega toka in pa na obvladovanje tveganj. Oziroma, kot pravimo v Združenju poslovnih finančnikov, prihodek je dober, dobiček je boljši, denar je pa car.